Namen usposabljanj in razvojnih aktivnosti v podjetjih je razvoj zaposlenih. Slednjega delimo na strokovni razvoj, delovni razvoj in osebnostni razvoj. Kot že ime pove, strokovni razvoj povezujemo s stroko, poklicem posameznika. Gre torej za posodabljanje znanja, ki ga posameznik potrebuje za opravljanje svojega poklica. To seveda vključuje tudi prepoznavanje, opuščanje in pozabljanje zastarelega ravnanja oziroma zastarelega znanja. Delovni razvoj povezujemo s kariero posameznika in njenim načrtovanjem. Pri tem ne gre samo za prevzemanje dodatnih funkcij, vertikalno ali horizontalno napredovanje, prevzemanje zahtevnejših ali bolj odgovornih nalog, temveč tudi za temu ustrezno pridobivanje novih spretnosti. Pogosto izpostavljamo pomen tako imenovanih mehkih spretnosti, kot so prevzemanje odgovornosti, fleksibilnost, odločnost, pogajalske spretnosti in reševanje konfliktov, ustvarjalnost, voditeljstvo, samomotivacija, komunikacijske spretnosti in podobno. Osebnostni razvoj je morda nekoliko težje različevati od delovnega razvoja, saj gre za vsebine, ki so neločljivo povezane z delovanjem in vedenjem posameznika. Pri osebnostnem razvoju posamezniki spreminjajo svoje vrednote, svoje stališča in poglede na svet, svoje interese in motive ter nagnjena za določena ravnanja. Izobraževanje običajno povezujemo s formalnim učenjem, ki vodi do javno veljavnih listin. Drugo besedo, šolanjem. V pretežni meri se slednje navezuje na strokovni, redkeje na delovni razvoj in še bolj redko na osebnostni razvoj. Za usposabljanja in izpopolnjevanja se zdi, da gre za logično nadaljevanje izobraževanja, znajo pa biti v večji meri usmerjena v delovni razvoj, ter tudi osebnostni, še posebej na individualni ravni ter pri ljudeh, ki jih v veliki meri motivira samoaktualizacija. V obeh primerih gre za sistematično in načrtovano posredovanje navodil in druge razvojne aktivnosti, ki spodbujajo učenje in vodijo v izboljševanje lastnosti posameznikov, zato da bi lahko opravljali oziroma bolje opravljali delo, oziroma da bi se lahko bolje prilagajali spremembam. Izpopolnjevanje lahko povezujemo s konceptom vseživljenjskega učenja in filozofijo neprekinjenega razvoja, posodabljanja znanja in spreminjanja navad. S to filozofijo se zdi skladna usmeritev v virtualno učenje, ki se čedalje bolj uveljavlja, še posebej v zadnjih mesecih zaradi dogodkov, sproženih s koronavirusom. Poudariti morda velja, da so želene posledice usposabljanj in izpopolnjevanj spremembe v vedenju. Te so lahko povzročene zavestno oziroma zavedno ali tudi nezavedno. Slednje nakazuje že vedenjska teorija učenja, ki spremembe v vedenju ločuje od kognitivnih procesov ter jih v pretežni meri pripisuje nagrajevanju ali kaznovanju ter seveda predhodno postavljenim ciljem. Ko razmišljamo o izvajanju in posledicah usposabljanj, velja omeniti tudi kognitivne in družbene teorije. Prve izpostavljajo zaporedje kognitivnih sprememb kot predhodnice sprememb v vedenju. Druge pa izpostavljajo pomen učenja, določenega s potrebami družbe, učenja v družbi ter zaradi družbe. V kontekstu družbenih teorij velja izpostaviti tezo, da je razvoj posameznikov možen tudi potem, ko le-ti dosežejo svoj navidezni razvojni maksimum. Posamezniki lahko s primernim mentorjem, tutorjem ali coachem zagotovo izboljšajo svojo poklicno, delovno ali osebnostno razvojno raven. Obseg usposabljanj v podjetjih stalno narašča. Še posebej je ta pojav opazen zaradi povečevanja negotovosti in nepredvidljivosti v poslovnem svetu. To ne pomeni le, da se povečuje število ur namenjenih za usposabljanja ali količina denarja, ki se ga namenja usposabljanjem, temveč tudi delež zaposlenih, ki se po podjetjih udeležuje usposabljanj. Raziskave ugotavljajo, da se s povečevanjem udeležbe na usposabljanjih zmanjšuje prostovoljna fluktuacija kadrov, povečuje se njihova tržna vrednost in zato tudi njihovo zadovoljstvo ter zvestoba. Posledično se povečujejo prihodki in dobički podjetij. Seveda velja imeti pred očmi tudi vidik specifičnega in splošnega človeškega kapitala. Podjetja so pripravljena investirati v specifični človeški kapital, manj pa v splošni, saj se zdi,
da s tem povečujejo atraktivnost svojih ključnih kadrov ter nezaželeno prostovoljno fluktuacijo. Usposabljanja si pogosto predstavljamo precej ozko. Predavanja, seminarje, morda delavnice, ki se dogajajo v učilnici, ločeni od delovnega okolja. Vendar velja ta pojem razumeti širše. Gre lahko za učenje neposredno na delovnem mestu, ko oseba, ki obvlada, nekaj pokaže osebi, ki ne zna. Vajeništvo je tipičen primer takšnega pristopa. Učenje lahko poteka v posebnem prostoru, ki je opremljen z enako delovno opremo kot dejansko delovno mesto. To poimenujemo z usposabljanjem v preddverju. Včasih je bolje kot poučevati zaposlenim preprosto ponoviti modele pravilnega vedenja oziroma prave zglede. Ljudje zagotovo imamo različne sloge učenja, kar velja upoštevati tudi pri načrtovanju usposabljanj. Zaposleni se na primer lahko bolje učijo, če se jim v okviru usposabljanja pojasni delo in njegov pomen, v korakih razloži delo, prikaže delovne poteke in omogoči, da sami ponovijo postopek in ga tako bolje usvojijo. Učenje na podlagi lastnih izkušenj je včasih bolj učinkovito kot učenje na podlagi izkušenj drugih. Morda velja zaključiti z mislijo, da usposabljanja ne morejo biti le enosmerno posredovanje trenutno relevantnih veščin in delčkov znanja, opredeljenih strani podjetja, ampak naj bodo sestavine kompleksnejših in raznolikih učnih procesov.